Včeraj so blastino na tekmi Maribor-Liverpool, pa imam samo eno vprašanje. 6:05 zjutraj, zaradi dosti norega septembra, ko sem bil stalno na poti, pa dosti podoben je v oktobru, mi je padel ven velik del treninga za 21 in me zelo strah. V kakšni kondiciji sem, preizkus moje forme. No time to lose. Ne vem, kaj naj ti rečem. Odlaufala so dobrih 15,2, če sem natančen, in moram priznati, da so mi pri 11 pa 12 noge kar naenkrat začele malo težke ratovati. Tale 21, ne, mi zdi, da delka proti meni. Ampak pri laufu, to mislim, da jo bom. Če ne bom pomest malo španceril, da se mi kdo pridruži. Evo mene, jaz sem skočil pod tuš, par opravkov sem še imel, zdaj pa cajt, da povem nekaj o telem avtu. Opel Insignia Sports Tourer. Kar se gole osnove tiče, jaz verjamem, da mi tega avta ni treba posebej predstavljati, ampak vseeno, če te zanima, kaj točno vse ta avto pripelje v igro, v svojemu segmentu, pa si poglej vlog koliko je že? Mislim, da je 265. Čakaj se malo. Je, 265. Je noč? Sladko kisle. Prva sladka Insignia je shujšala, zdaj vse skupaj se razlikuje od izvedenke do izvedenke v primerjavi s prejšnjo generacijo, ampak v najboljšem primeru tudi do 200 kg. In to je veliko. In valjda se vse skupaj najbolj pozna na cest, tudi pri porabi. 2-litrski dizel, 170 konjev, ročni menjalnik, poraba pa brez, da bi karkoli pazil, 6,6. Zdaj, če bi se fejst potrudil, pa bi šla po mojem lahko tudi kakšen deci pod 6. Ampak s tem fejst potrudil vemo, kako je, ne. Saj fajn, da avto malo porab, pa da se potrudiš, ampak vsi poznamo tip voznika, ki pa pretirava. Pa vse, kar delaš, je to, da oviraš promet, samo zato, da boš pol doma zacahnil, da ti avto porabil še pol deci manj, kot prejšnji teden. Helikopter, zmeraj slišim helikopter. Lega, druga sladka, kufer, placa je od 560 do 1665 litrov. To je 130 litrov več kot prej. Pa lahko ga odpreš tudi tako, da pomigaš z nogo pod zadkom, ker mimogrede zna že kupenih drugih avtov. Všeč mi je pa to, da na tisto mesto, ki moraš ti pomigati z nogo, Opel zvečer, mislim, takrat se vidi, ponudi tako projekcijo avtomobila z odprtim kufrom. Lušten. Lej, takole to zgleda. Drugač moram poudariti pa, da se ne spomnim, kdaj sem jaz kakšen kufer kateregakoli avta tako izkoristil, ker sem ga pri tej Insignii. Avto sem do roba napolnil z majicami, mimogrede v parih dneh javim točen, kje pa kako se jih bo dal kupiti. Pa ne sem to, ne vem, če se spomniš, za tiste, ki ste bili na Komotar Minuta mitu, pa za tiste, ki niste videli, ste mogoče v videu videli, imeli smo en tak pano z logotipi tisti, ki so sodelovali oziroma smo celo zadevo organizirali in ta pano valjda potrebuje ogrodje, zato da lahko stoji. No in ta najdaljše 2 stranice tega ogrodja sta dolge 3 metre. Najprej sem valjda mislil, da nucu kombi, ne, pa sem se pa spomnil, da bi lahko podaril sovozniški sedež v tem avtu in sem tisto zadevo not porinil in je bilo glih dost placa. To se pravi, od tega roba pa do armaturne plošče, ki sem jo mimogrede malo popraskal, Opel oprosti. Ampak 3 metre tako lepo diagonali, ne, to ni toliko malo, to je ogromen. Pa da ne pozabil, druga vrsta. Hočem povedati samo to, da je tukaj v drugi vrsti več placa za glave, kot v limuzinski Insignii, zato ker streha ne pade pod takim kotom. Tudi če imaš 2 metra, tukaj zadnji lahko sediš, brez problema. Tretja sladka, potovalno udobje. Ok, zdaj treba nekaj vedeti. Ta avto je opremljen s podvozjem FlexRide. To v bistvu pomeni, da se podvozje prilagaja glede na tvoje želje, pa glede na podlago, po kateri avto pele. To valjda pomeni, da imaš ti na voljo različne vozne programe. Ene ti si izhodiščen, kad ti avto pržgeš, pa je že v osnovi vklopljen, pa imaš tukaj pa še tur, pa sport. Vse imena so dosti samorazložljiva, ne? Jaz moram priznati, da je tale sport ves čas ostal nedotaknjen. Mislim, se parkrat sem probal, ker me zanima, koliko bolj čvrsto se avto pele, ne? Pa če je od tega sporta pol pride tudi dejansko kakšna bolj izrazita športnost. Odgovor je pa, se pele malo bolj športno, v tem pogledu boljš kot prej. Ampak tako je pa jasno, da je ta avto v prvi vrsti cruiser, udoben avto. In to je to, kar sem opovedal o vožnji, po mojem. Ja, to je to. Četrta sladka, luči, matrični LED žarometi. Za tisti, ki malo bolj spremljate avto, verjetno veste, kaj pomeni matrična LED tehnologija, ne? Za tisti, ki pa ne, bom pa zdaj razložil. Pa da se razumemo, Insignia ni edini avto, ki to ima, ne? Prvi avto, ki je to vpeljal, je bil Audi A8, pa se pa počasno nadaljeval, ne? Je pa treba nekaj drugega omeniti. Astra je prvi Opel, ki jih je imel, pa ne samo to, bil je prvi avto v golfovem segmentu s temi lučmi. Ampak nima veze, bistvo LED žarometov je to, da so sestavljeni iz različnih LED modulov, ki se pol samodejno prilagajajo glede na vozne razmere, glede na avto, ko voz pred tabo, glede na avto, ki pele nasprot. Ena izmed najboljših lastnosti teh žarometov je pa to,
Prednost teh žarometov je to, da ne zaslepijo tistega, ki gre nasprot, da v bistvu tam, kjer je ali kolesar ali pa drug avto, naredijo temo. Ampak levo ali pa desno je pa še vedno osvetljen. Je pa ena razlika, če primerjaš Astro pa Insignio pa njune LED žaromete. Pri Astri ima 16 teh svetilnih modulov, pri Insignii jih je pa 32. Še enkrat več. No, ampak long story short, v tem delu segmenta, v katerem nastopa Insignia, že dolg časa nisem videl luči, ki bi tako dobro svetile. Mislim, ne samo prilagajanje glede na razmere, tudi sama svetilnost, kako se lepo dan naredi takrat, kaj je tema. Enač? Prva kisla. Vsake toliko časa tam pri modulu head-up displeja vidiš tole luknjo. Se mi zdi, da slišim enega črička, ampak ni ves čas prisotno. Vsake toliko časa je malo annoying. Čri. Aj pa mimogrede, head-up, ki ga je Opel ugradil v Insignio, je vrhunski. Predvsem zato, ker je svetilnost odlična, številke pa črke so zelo velike, pa še količina informacij, s katerimi te pa zasuva, je dost velika. Pa ne samo to, pohvaliti moramo Opel, da ni izbral cenejšega sistema, tistega s šipco, ko gre pa ven, pa noter, pa tako naprej. Druga kisla, 2-litrski dizel s 170 konji je dost zmogljiv, razmeroma malo porab, ampak ne morem se znebiti občutka, pa da je to čist moja fora, da to ne bo noben drug opazil. Ampak zdi se mi, da malo manjka enega karakterja, no? Tako pikica dolgočasen je. Tretja kisla, piano plastika je meni drugače tako, estetsko, dost všeč, ampak bom rekel samo eno besedo. Prah. Peta sladka, ravno kar čekiram ceno, pa dodatno opremo za ta avto, ki mi grede v osnovi, to se pravi ta oprema Innovation, pa 170 konjski dizelski motor. Avto v osnovi stane 28,700, pa ima tale še slabih 12 ur dodatne opreme, kar pomeni, da prijemo počas, pa zihar na 40. To ni peta sladka, pa čeprav je moje osebno mnenje, da za 40 ur tale avto ponuja izredno veliko. Je pa ta sladka povezana z varnostjo. Veš, Opel ponuja en paket, ki se imenuje, če sem malo najanem, paket za voznika številka 2. Zadeva stane 2 ure pa pol, ker je, če tako na hitro pogledaš, kar velik denarja, ampak če mene vprašaš, če bi jaz kupil Insignio, bi ta paket, če bi le lahko, zihar zbral. Veš, ta avto je že v osnovi razmeroma pameten, pa zelo varen. Na ta paket za voznika v pol vse skupaj dvigne še eno ali pa 2 ravni višji. Zdaj, kaj točno ponuja, vsega ne bom bral. Dam rajš sliko, pa če te zanima, stisnem pauzo. Enač, to so bile sladko kisle z Opel Insignio, zdaj pa še cajt, da pokažem detajl, ki mi je pri tem avtu najbolj všeč. A vidiš to kromirano letvico? Všeč mi je, kako se zadeva zaključ, ker do sem valjda ni nič posebnega, tako kot ponovadi pri avtomobilih. Pa prije pa do zadnje luči, pa mal preskoč, pa se nadaljuje, naredi ovink, pa se zaključ šele tukaj. Dobro? Včeraj so bila Tina na tekmi Maribor-Liverpool, pa imam samo eno vprašanje. Tina je fuzbalerjem rekla tekmovalci. A je to samo meni smešen?